dan tudi v mojem imenu. V predlogu osnutka interpelacije ministru očitamo 3 stvari. Prvič, da je zlorabo obveščevalno-varnostno službo Ministrstva za obrambo. Drugič, da je zavajal Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. In tretjič, da je zrušil ugled vojaške obveščevalne službe in tudi njeno integriteto. To so 3 točke, na katerih temelji naša interpelacija. Če vsako malo na hitro pokomentiram, potem bi rekel, da kar zadeva zlorabo OVS-ja, je nesprejemljivo, da je za spremljanje privatizacije in analizo pozitivnih in negativnih učinkov angažiral vojaško obveščevalno službo, vse zato nima prav nobene zakonske podlage v zakonu o obrambi. Najbolj pa bode v oči angažiranje obveščevalnega in protiobveščevalnega sektorja te službe. Zanima nas, zakaj je v zbiranje javno dostopnih informacij poslal prav obveščevalni in pa protiobveščevalni sektor, ki imata posebna pooblastila za prikrite metode in sredstva. Minister je po naši oceni presegel pooblastila in ravnal nezakonito, kar je seveda razlog, da bi moral nemudoma že sam odstopiti. Druga zadeva, zavajanje Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Ko je pooblaščena skupina 9. marca upravila nenapovedan nadzor in ko je našla sklep, iz katerega je bilo jasno razvidno, da je minister službi naročil nezakonito delo, smo predstojnika direktorja obveščevalne službe spraševali, če v tem obstajajo kakršnikoli pisna poročila. Direktor je ves čas tudi kasneje s pisnim dokumentom vztrajal, da je šlo zgolj za ustno poročanje. Tudi minister za obrambo je na svojih novinarskih konferencah večkrat poudaril, da je šlo za ustno poročanje. Te zadeve so se nenadoma spremenile, ko je v javnost pricurljal oziroma prišel prvi dokument, s katerim je minister na nek način neposrečeno poskušal preusmeriti pozornost, češ počeli nismo nič nezakonitega, preverjali smo stvari, ki smo jih morali. Ta prvo poročilo je naredil urad Uprava za zaščito in reševanje ter pravna služba Ministrstva za obrambo in to poročilo tudi za našo Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb ni sporna, je bil pa zanimiv poskus preusmerjanja pozornosti strani ministra. Ko so tudi številni drugi strokovnjaki upozarjali, da je vendarle nenavadna praksa, da obveščevalna služba ne proizvaja pisnih poročil, ker prav ta pisna poročila so ključna, da pridejo pomembne informacije do različnih političnih odločevalcev, da lahko v fazi odločanja sprejmejo prave odločitve, da je nenavadno, da teh pisnih poročil ni bilo in da je vse ostajalo zgolj na ustnem poročanju. Iz tega smo mi izhajali, da je jasno evidentno, da je minister te informacije zadržal zase, zato lahko utemeljeno govorimo, da je to službo zlorabil za svoje privatne, osebne potrebe. Ko so se zadeve še stopnjevale, je pa v javnost prišlo drugo poročilo, za katerega so ves čas trdili, da ne obstaja in minister je s tem zgolj dokazal, da je zavajal Komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb in tako ravnal v nasprotju z 32. členom zakona o parlamentarnem nadzoru, ki jasno od vseh državnih organov terja polno sodelovanje in predložitev vseh dokumentacij in vseh gradiv, ki jih pri svojem delu potrebujemo. Oni so ravnali v nasprotju s tem členom. Da pa je zadeva še bolj sporna, smo ugotovili, da tudi interni pravilniki na ministrstvu zahtevajo od zaposlenih na OVS-ju, da vsa delovna gradiva vlagajo v poseben informacijski sistem, iz katerega je jasno sledljivo, kdo je v ta gradiva v pogledu, kdo jih je dopolnjeval, kako so se spreminjale in kdo jih je na koncu podpisal. Torej, tudi če gre za delovno gradivo, mora biti v tem informacijskem sistemu, kot očitno kaže, objavljen dokument nima referenčne številke, kar nas napeljuje k temu, da očitno ga ni v tem informacijskem sistemu, kar je zgolj dodaten razlog za to, da utemeljeno sumo, da je bilo poročilo fabricirano preko vikenda za potrebe politične obrambe ministra. Ukolikor
pa bi se v nadaljnih nadzorih izkazalo, da to delovno gradivo vendarle v nekih osnutkih je v tem informacijskem sistemu, potem je pa to zgolj nov dokaz, da je minister oziroma njegovi podrejeni ravnali v nasprotju z 32. členom Zakona o parlamentarnem nadzoru, ko so nam dolžni predložiti vso gradivo. In še ena zelo zanimiva podrobnost je, če so obveščevalci resnično izbirali vse informacije iz javno dostopnih sredstev, zakaj so potem na to vrstna delovna gradiva dajali oznako zaupno? V skladu z zakonom o tajnih podatkih 6. člen govori o tem, da če se na neko gradivo da oznako zaupno zgolj zato, da se prikrije nezakonito ravnanje, to gradivo po zakonu nima statusa zaupnega gradiva. Skratka, zadeve so zelo nenavadne in izjemno obremenjujoče za samega ministra. Potem tretji naš očitek pa je, da je porušil ugled OVS-ja in tudi porušil njihovo integriteto. Veste, da se je po prevzemu oblasti strani ministra Webra zgodil tudi totalen prevzem obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Na vsa vodilna mesta so bili postavljeni strankarsko lojalni ljudje, niso ustavili samo pri šefu, direktorju in namestniku, ampak je to segalo vse do vodij sektorjev. In s tem je minister začel praktično to obveščevalno službo privatizirati za svoje lastne namene. In kar je pa najbolj nesprejemljivo, namesto da bi se služba ukvarjala s tistim, čemur je namenjena, to je zagotavljanje varnosti naših vojakov, se je ukvarjala z privatizacijo Telekoma, za kar so zadolžene druge službe. In še en pomemben podatek, ki se ga v tej zgodbi premalo poudarja, je ta, da imamo vsej mi, Slovenija, na Kosovu izjemno veliko število vojakov. Poročila obstajajo, da v zadnjem obdobju se iz sirskega in iraškega bojišča vrača ogromno džihadistov, ki so sodelovali na strani tako imenovane islamske države. Te džihadisti imajo strani islamskih predstojnikov oziroma funkcionarjev in vodilnih ljudi tako imenovane islamske države navodilo, da ukrepajo zoper tuje sile v državah, kamor se vrnejo. Torej, minister in pa ta služba bi mogla vse resurse usmeriti v obrambo in pa zagotavljanje varnosti naših vojakov na misiji, namesto tega pa se ukvarja s privatizacijo Telekoma, kar je nesprejemljivo in že to bi bil dovoljšen politični razlog, da predsednik vlade zamenja ministra za obrambo in ga nadomesti z nekom, ki bo boljše poskrbel za varnost naših vojakov. Še par komentarjev glede zadnjih debat, kako pomemben je Telekom, kako pomembno informacijsko hrbtenjačo predstavlja za Slovenijo. Potem je potrebno biti zelo jasen. Strokovnjaki poudarjajo, in to nedvomno drži, da lastništvo nad kabli je popolnoma nepomembno z vidika zagotavljanja varnosti. Pri vsej stvari je ključno kriptiranje in pa kriptografske naprave, le to je tisto, kar zagotavlja varnost, zaupno komunikacijo. Vse ostalo je stvar domišljije. Potem dejstvo je tudi, da če bi Telekom dobil drugega lastnika, kabli ne bodo odšli nikamor. Ostali bodo v Sloveniji. Tisti, ki nam želijo povedati, da pa, če se bodo spremenili lastniki, se bodo lahko te informacijski kanali odpeljali preko kakšnih drugih držav, varnostne službe same ugotavljajo, da to poteka že danes in da so že danes informacijski kanali izpeljani preko Frankfurta. Tisti, ki potem še naprej poskušajo utemeljevati to pomembno, da je država lastnica Telekoma, češ, da se ne bo kdo pasivno priklopil na kable in nas poslušal, potem samo kaže svoje veliko neznanje. Če pogledate vsej zadnje javno dostopne dokumentarce oziroma pričevanja nekaterih žvižgačev, kot je Edward Snowden, potem boste lahko ugotovili, da ameriška NSA in pa britanska GCHQ razpolagata s tehnologijo, kjer je lastništvo kablov in pa sami kabli so popolnoma nepomembni, imata tehnologijo, kjer lahko brez večjih težav prisluškujeta vsem mogočim telekomunikacijskim informacijam in povezavam. Zakaj torej pravzaprav državno lastništvo? Jaz mislim, da se v tej želji odseva neka totalitarna mentaliteta iz preteklosti.
Predvsem se kaže tukaj zastarelost nekega razmišljanja, ker očitno ne razumejo, da je šla tehnologija naprej in da za prisluškovanje sami kabli niso pomembni, ampak je ključna neka druga tehnologija. Lahko pa je to tudi stvar ostankov, bom rekel, v navednicah preteklosti, da preko ohranjanja lastništva v Telekomu si morda kdo želi še naprej izvajati kakšne prisluškovalne akcije. To pomeni akcije, kjer se prisluškuje brez sodnih odločb. Lahko pa je celotna zadeva tudi provokacija v smislu, ker se je vedelo, da bo mogla Komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb odreagirati na ugotovljene nezakonitosti, ker če tega ne bi razkrila in če tega ne bi obvladala, potem bi sama ravnala nezakonito. In seveda, ker so to vedeli vnaprej in morda to tudi pričakovali, so vedeli tudi, da bo padla cena delnice Telekoma, kar bi pa morda za nekatere bil dovoljšen razlog, da je zdaj pa cena prenizka in se bo sama prodaja tudi ustavila. Kaj potrebujemo za konec? Jaz iskreno verjamem, da bo predsednik vlade razrešil ministra Webra in da bo zato nepotrebno, da opozicija vloži interpelacijo. Prepričan pa sem, da potrebujemo ministra, ki bo razumel, kaj slovenski obrambni sistem, slovenska vojska in vse druge institucije znotraj tega sistema pravzaprav potrebujejo, ki bo šel v korak s časom, kar zadeva tehnologijo, ki bo razumel tudi nove tehnološke pristope in ne slonel na starinskih konceptih. Predvsem pa ministra, ki bo razumel, da mi svojo tehnologijo in svojim tehničnim delom varnostnih in obveščevalnih služb težko tekmujemo z velikimi silami iz Zahoda, ki so tehnološko že 10 korakov pred nami, imamo pa eno konkurenčno prednost, to pa so naši človeški viri, naši agenti širom po Balkanu in prav te lahko predstavljajo našo konkurenčno prednost v primerjavi z drugimi službami. In zato je še kako pomembno in nujno, da dobimo ministra, ki v sami službi ne bo ustvaril konflikta s strankarskimi političnimi zamenjavami, ampak bo na vodilna mesta dal najbolj sposobne ljudje, ki imajo znanje, zato da bo ta služba lahko učinkovito in pospešno delovala.